Klapa. Danes imam pa take goste, da mi je bilo rečeno, da tudi če rečem samo dober dan in nasvidenje, bo dovolj vsebine. N1 podcast s Suzano Lovec. Najprej dobrodošli vsi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, to je N1 podcast. Z mano so pa danes in govorili bomo o politiki, predvsem o predsedniških volitvah, Andraž Zorko, prvi obraz družbe Valicon, Aleš Kocjan, urednik na Radio Slovenija in soustvarjalec podcasta o politiki umetnost možnega. Andraž seveda sodeluje pri LDGD podcastu. Hvala za pomembo. In pa Katja Šeruga, direktorica in urednica N1, sicer dolgoletna novinarka z področja notranje politike. Lep dober dan vsem trem. Živa. Zdravo. No, pa kar pojdimo, Aleš, ti boš prvi, se veš zakaj? Pravzaprav ne vem. Ko menjaš eminentno družbo, tudi jaz se počutim, imam tremo, ne? Katja, moja nekdanja urednica, ti sem povedal, moja nekdanja demonstratorka na faksu, ne? Andraža vsi poslušamo, pa se čudimo, kako se tega fajn spomnil. Danes, ko sem šel sem, to sem že malo prej povedal, no, sem se počutil kot takrat, ko greš na izpit, pa si misliš, da ne znaš dovolj dobro, ampak niti ne veš točno, katero vprašanje bi rad dobil, da bi pa ful dobro odgovoril. No in vidiš, ravno zato prvo vprašanje zate. Zato sem to rekla. Kar nekaj preobratov smo na predsedniških volitvah, pred predsedniškimi volitvami doživeli v zadnjih tednih. In po teh preobratih so se začela razmerja sil zdaj rahlo spreminjati. Kako? Ja, mislim, da je za ta val preobratov v prvi vrsti poskrbela Marta Kos z odstopom oziroma izstopom iz te predsedniške tekme. Hkrati je sprožila celo serijo špekulacij pa ugibanj, zakaj je v resnici odstopila. Navedla je osebne razloge, ampak tega ni, od takrat mislim, da še ni pred mikrofone stopila. Čakamo na to. Ja, no, zdaj, če gre za osebne razloge, jaz tudi, pa naj gre uradno za osebne razloge, ne pričakujem dodatnih pojasnil, ampak vendarle pa nihče ni povsem verjel, da so bili zgolj osebni, da niso bili tudi strankarski, ne. Zdaj, dokler je bila Marta Kos v igri, so tudi ostali akterji, ki so pozneje vstopili v to tekmo, se obnašali nekoliko bolj sramežljivo. O tem je zadnjič na zanimiv način razmišljal Luka Lisjak Gabrielčič, ne, da je tudi Nova Slovenija se opogumila šele potem, ko je Kosova se umaknila, ker bi s tem, ko on odžira glasove Logarju, lahko more biti pripomogel celo k temu, da Logar ne bi prišel v drugi krog, ne. Ampak vse to je še pač na ravni nekih špekulacij, zelo zgodnih, preden so bile celo neke resnejše meritve javnega mnenja narejene. No, s tem, ko se je pa tukaj pač polje odprlo, pa so se pojavili novi akterji, ne, novi kandidati, na koncu tudi seveda Brglez, ki pa Kordiš, ne. Tako da bo po mojem na tem delu levem delu te ideološke premice zelo zanimivo prerivanje. Na volitvah torej v prvem krogu bo taktika povsem drugačna kot potem pri naslednjih dveh kandidatih, ki se bosta pojavila v drugem krogu, ker tukaj bo pač cilj uvrstitev v pač na prvo ali drugo mesto, verjetno drugo mesto. Ne. Andraž, koliko Nataša Pirc Musar izgublja zdaj na račun Brgleza? Oziroma, ali je Brglez zasedel to pozicijo, ki jo je prej imela Marta Kos? Kako se bo tukaj, kako se lahko pozicionirajo in na kaj lahko na to vpliva, oziroma kaj bo na to vplivalo? Zdaj imamo tukaj tudi neznanko Kordiša, ne? Mislim, da meritve še niso bile na Kordiša narejene. Mislim pa, da bodo kmalu objavljene. Mislim, da je težko govoriti v tem trenutku, koliko kdo zdaj res kaj izgublja napram temu, kar se v zadnjih 2 tednih zmerilo. Preprosto zato sem večkrat opozoril, da vse te raziskave javnega mnenja v zadnjem mesecu v bistvu, no, so merile bolj prepoznavnost kot karkoli drugega. V resnici še do 2 dni nazaj nismo vedeli, kakšen je končni seznam. Mi smo šele z kandidaturo Sabine Senčar dobili končni seznam vseh kandidatov. In da s potrditvijo državne volilne komisije. No, in še to. In zdaj, seveda, ko so anketiranci odgovarjali takrat, ko je bil seznam kakršenkoli bi že bil,
so se ti glasovi prerazporejali tudi med tiste kandidate, ki so najavili, da bojo, pa zdaj niso. Potem se je pojavil pa še Milan Brglez, ki pa po mojem mnenju tako lepo slovensko rečeno true game changer v celotni igri po tem izstopu, kar je bilo zelo lepo rečeno, ne odstopu, izstopu, Marte Kos iz tekme. Odstopljenosti. No, to ste vi rekla. V glavnem, kaj sem hotel reči, preuranjeno je zdaj, da bi kar zdaj seštevali, počtevali. Je bilo pa jasno, da Nataša Pirc Musar bo kvečemu izgubljala, ker je imela odstotke zelo visoko, predvsem zato, ker ima visoko prepoznavnost. Včasih spomnim na to, da se njo večkrat omenjala tudi pri kakšnih državnozborskih volitvah, ko se je iskala nov obraz kot možno kandidatko in se je pojavilo v kakšni raziskavi in tudi tam je imela vedno visoke odstotke. To je pač dediščina njene javne prepoznavnosti zadnjih 10 let. Kdo bo zdaj komu imel, je pa malo mičkeno še preuranjeno. Katja, to, kar je rekel Andraž, ta široka prepoznavnost Nataše Pirc Musar kot neke javne osebnosti, ki že toliko let deluje v javnem prostoru v Sloveniji, zato tudi njeni visoki odstotki. Predvidevalo se je, da bo Marta Kos na volilnih soočenjih, ki je imela nižjo prepoznavnost, Marta Kos, pridobivala z dobrimi soočenji, z dobrimi verbalnimi nastopi in tako naprej. Ali se ti zdi, da tukaj na soočenjih zdaj recimo neka ta moč Nataše Pirc Musar pojema? Ali se je upehala, zelo hitro je začela v bistvu ona predsedniško tekmo? Ja, ampak dejansko se v resnici pač dnevi, ko se bodo volivci pri sebi odločali, kaj bodo storili, šele začenjajo. Mislim, da niso niti še nastopili. Tukaj se bomo bolj pogovarjali, po moje, o zadnjih 2 tednih, recimo pred volitvami. In ne glede na to, da je Nataša Pirc Musar seveda široko prepoznavno ime in obraz v slovenskem javnem prostoru, jo bodo ljudje zdaj vendarle ocenjevali skozi neka druga očala. Ona kandidira za predsednico Republike Slovenije. Torej, ni več informacijska pooblaščenka, ni več odvetnica, ni več znana Twitterašica, TV voditeljica, kakorkoli, ampak vendarle ona zdaj nastopa v neki drugi vlogi in vprašanje je zelo pomembno za njo, kako se bo predstavila kot kakšna osebnost v resnici, se bo predstavila ljudem na volilnih soočenjih, še posebej proti koncu, bolj ko se bo bližal seveda dan volitev. Zdaj, Marta Kos je seveda vse spremenila, torej tudi po informacijah, ki jih imamo mi na N1 in smo jih tudi objavili, ona je bila izstopljena iz volilne tekme. Zdaj imamo že 3 izraze. Tako, ne. Tako, seveda z argumentom, da je šlo iz osebnih razlogov, ampak je pa potem nastopil en zanimiv moment, ali pa pravzaprav 2 zanimiva momenta, kjer sem se jaz ujela, da sem malo razmišljala recimo v tistem trenutku. Prvi je bil to, da je v nekem trenutku izgledalo, da bodo stranke vladajoče koalicije ne imele sploh predsedniških kandidatov, ne? Ali skupnega, ali vsaka svojega, ali kakorkoli. In dejansko tudi v nekih razpravah s kolegi in z mojim socialnim krogom, recimo, sem bila kar v manjšini, ko sem recimo zagovarjala stališče, da v tem trenutku časa, ko se razmere v svetu tako zaostrujejo, varnostno, ekonomsko in slej ko prej verjetno tudi politično, da mogoče ni tako zelo pomembno, da recimo si vladajoča stranka in moraš imeti predsedniškega kandidata. Ne? Nekako se mi je zdelo, da bi se v tem trenutku recimo napetih razmer, ki se bodo zagotovo samo zaostrovale, recimo, da bi lahko imela vladajoča stranka recimo tudi argumentacijo, gledajte, mi imamo vso svojo energijo, vse svoje resurse, vse bomo, seveda je funkcija predsednika republike izjemno pomembna, ampak v tem trenutku so pač ključne naloge to in mi imamo pač vse svoje resurse, znanje, čas, energijo posvetili reševanju energetske in ekonomske, gospodarske krize, upam, da ne tudi socialne, mogoče celo še politične na neki točki. In bi se mi zdelo, da bi to bil recimo argument, ki bi ga po odhodu, izstopu Marte Kos iz predsedniške tekme recimo lahko ljudje razumeli. Ne? In da ni bilo toliko nujno, da so šli s predsedniškim kandidatom recimo. Ne? Ampak potem, ko se pa je pojavil Milan Brglez,
Kar je bila pa odlična igra, in to je treba priznati, socialnih demokratov, zlasti v smislu vloge moči Tanje Fajon v tej stranki. Če se boste spomnili, nekaj mesecev nazaj je kazalo, da bo proti njej kandidiral na kongresu še enkrat Jani Prednik, ki mu je pač po informacijah, ki so bile takrat v stranki dostopne, kazalo, da bi mogoče tokrat lahko resneje kot prvič ogrozil položaj Tanje Fajon kot predsednice zdaj koalicijskih socialnih demokratov. Pol se Prednik ni odločil za kandidaturo in naslednja nevarnost, ki je obstajala za Tanjo Fajon, je bila to, da bo na kongresu 8. se mi zdi, v soboto, Aleš, recimo od 400 in nekaj kandidatov, sicer seveda zmagala, ker nima proti kandidata, ampak da bo od 400 in nekaj delegatov dobila recimo 170, 200 glasov, ne? Da je torej velik del stranke sploh ne bo glasoval o njej kot o predsednici stranke in s tem manevrom, ko je ona svojo ekipo pripeljala Milana Brgleza v to tekmo, ki je dobil tudi podporo Roberta Goloba in vladajoče stranke, Levica je iz nekih, po mojem mnenju, internih razlogov šla z Kordišem v prvi krog. Mislim, da si je Tanja Fajon pomembno utrdila položaj pred sobotnim kongresom znotraj stranke. Absolutno. Aleš? Nekaj si hodil reči? Ja, s tem se strinjam. Hotel sem pa dodati to, da je takrat ob izstopu Marte Kos tudi do mene iz vladnih vrst prišla takšna argumentacija, kot jo je Katja navedla, da je pač utegnil to biti razmislek, zakaj se umakniti iz predsedniške tekme, češ, da nas čaka, da vlado čaka težko obdobje in je treba vse sile usmeriti v to. Moja špekulacija pa še naslednja, da si takrat bila naslednja, da si stranka, ki je tako močno zmagala na volitvah, pri čemer ljudje, to bo pa Andraž povedal, niso tako iskreno glasovali z njo, ampak so glasovali pač proti prejšnji opciji, si v času, ki bo za njo zahteven zaradi energetske krize, zaradi draginje, zaradi tega, tako kot je Katja dodala, lahko nastopi politična kriza, si ne more privoščiti poraza na volitvah. Če si ti tako premočno zmagal na parlamentarnih volitvah in nekaj mesecev zatem sledijo predsedniške volitve in tvoj kandidat pogori in sploh ne pride v drugi krog, je to lahko politično zelo neprijetno, ne? Ja, za vlado, ki deluje v pač negotovih razmerah. No, pa tudi malo težko se delamo, da niso imeli predsedniške kandidatke, da ni dobila ona tudi celo na svetu soglasne podpore za to, da ni bila predstavljena tudi strani Roberta Goloba kot, da bo izjemno dobra kandidatka za predsednico. Skratka, a je lahko to, kar se je zgodilo Gibanju Svoboda in Marta Kos, torej te relacije, ali lahko to dogajanje škodi gibanju? Kar se je zgodilo z Marto Kos? Jaz mislim, da v tem trenutku ne zaznavam, da bi to bila še neka pomembnejša tema, recimo v pogovorih ali pa v razmislekih iskreno o predsedniških volitvah. Mogoče se bo skozi soočenja na nek način vrnila. Zagotovo, tako kot si tudi rekla, Suzana, čakamo Marto Kos, ne? Ona ni še nič povedala. Ali bo povedala, kdaj bo povedala, kaj bo povedala, ne vemo. Zagotovo pa, če bi kaj povedala še pred zaključkom volilne tekme, bi to utegnilo mogoče tudi prinesti kakšno dodatno dinamiko, recimo v razpravo, sigurno. Ampak je pa treba omeniti tudi to, ne? Prej smo rekli, da je odstopila, izstopila, bila izstopljena, kakorkoli iz volilne tekme, je pa treba reči seveda tudi to, po najavi kandidature je tudi sama naredila nekaj pomembnih napak. Ne? Če se spomnite, ona je najavila kandidaturo in takoj zatem za 3 tedne odpotovala, ni je bilo nikjer, na momente bila celo težko dosegljiva, skratka najavila je kandidaturo in potem recimo izginila. Ne? In to verjetno se je deloma tudi potem že malo odražalo v odstotkih in jaz čisto verjamem temu, kar je rekel Aleš, ta predsednik vlade po moje ne igra na nič drugega kot na zmago. Ne? In je pač najverjetneje tudi sam ocenil, da pač s Marto Kos ne more, da je težava že uvrstitev njen v drugi krog, kaj šele zmaga na volitvah. Ne? To je tudi treba reči. To so pa ena napaka na druga, jaz se sploh ne strinjam s to. Okay. Mislim, ona je soočenje. Ona najavila kandidaturo sred poletja je bilo. Ne? Ja.
Ampak za Natašo Pirc Musar. Tri mesece pred volitvami. Ko še nismo niti vedeli, da je volitve res bodo. Mislim, to meni se ni nič narobe, da je pa šla pač na počitnice. Saj smo šli tudi ostali vsi. Koga pa takrat to spomnim. Nataša Pirc Musar ni šla. Kogarkoli. Jaz mislim, da je to bila napaka Gibanja Svobode, ker je izpadlo zelo neresno. Ti priješ na sceno in rečeš, mi imamo kandidatko in to ne slabo kandidatko, ne kar nekoga. Marta Kos je bila odlična kandidatka, po mojem mnenju, ker ona je samo v enem soočenju nastopila pred volitvami in je naredila kar velik učink takrat v javnosti, tako rečemo, in je izkazala res velik potencial. Tudi njo se je že večkrat omenjali v preteklih kakšnih volitvah, a bo ona mogoče ta nov obraz in tako naprej. In če ti priješ pol pa nedolgo za tem in rečeš, mi smo se pa zdaj premislili, to je spale zelo amatersko. Ker je nerodno, ker je pa spet stranka, ki je nova in za nove stranke je pa značilno točno to, ta amaterizem. To je tisto, kar je v bistvu praktično vse nove stranke pokopalo do sedaj. In zaradi tega si mislim, da se oni tega ne bi smeli porošati, sploh taki kandidatki. Če so pa res presojali na osnovi javnomnenjskih raziskav v tistem času, potem pa tudi Bog pomagi, res ne razumejo tega, kako to stvari funkcionira. Mislim, Marta Kos je definitivno imela potencial za drugi krog. To je popolnoma jasno. Jaz mislim, da bi ona, če bi ostala v tekmi zlasti skozi soočenja, pridobivala. Absolutno. Zdaj stavijo pri Brglezu, da bo skozi soočenja. Tudi on bo, ne. Pa ima Brglez ta potencial. Zdaj smo na nekih soočenjih ga že videli, ne. Je še precej tako profesorski, polikan, ampak vsej slovenski gledalci oziroma volivci jih to ne odbija. Ne? Smo že imeli podobne profile. Mislim, poglejmo predsednike iz preteklosti. Mislim, ne vem, meni se recimo Janez Drnovšek, ki je bil tak zelo seksi, šarmanten, očarljiv in zgovoren moški, ga je zljubila cela nacija. Ne vem, če je to glavni kriterij pri izbiri slovenskih volivcev. Ker recimo tako za Brgleza kot za Marto Kos velja, da se Brglez ima svojo prepoznanost. On se je formiral skozi funkcijo predsednika Državnega zbora, je bil v manjši meri neznanka, oziroma je v manjši meri neznanka. Marta Kos je dejansko imela, mi smo naredili takrat raziskavo, ona je imela 35%, se mi zdi, odgovora je bilo ne poznam. To je ogromen potencial, ogromen. In to je točno tisti potencial, ki bi ga nekdo, ki zna tako nastopati, kot ona, izkoristil. Brglez po drugi strani je pa zelo hitro pokazal svoj potencial že s prvo meritvijo, kjer se je pojavil. Zdaj se bom mogel spet malo hvaliti, ko sem jo spraševal, se rekel, v prvi meritvi bo imel nekje med 10 in 15, pa je pač mediana mas grešila, pa je zmerila 9. V glavnem, on je že v prvi meritvi dosegel višji odstotek kot stranka, iz katere prihaja na državnozborskih volitvah. In to za 3 odstotne točke. To je zelo pomenljivo. Še preden se je kjerkoli pojavil, samo da se je najavil. In zdaj, ko vemo, da je odstopil iz tekme Ivo Vajgl in javno podpor, oziroma pozval svoje podpornike, ne dajo podporo Brglezu, bo ta podpora hitro pa njemu prišla na blizu 15. In jaz prognoziram nekje v roku 2 tednov, se bo Brglez zelo približil temu vodilnemu dvojčku, kjer pa ni nujno, da bo žrtev Nataša Pirc Musar. Na žrtev je lahko tudi Anže Logar, ker sta lahko in Pirc Musar in Brglez tako daleč, da bo potem pa mogoče za malenkost Logar izpadel, ker mu je pa pač kralj odnesel tiste 3-4 odstotne točke njih takrat, ker ne bilo treba. Tukaj je prealež omenil. Kakšna je torej ta relacija Nova Slovenija, SDS, od vas zdaj gledam, v luči teh predsedniških volitev in tega, kar se dogaja? Jaz še vedno mislim to, kar sem prej se skliceval na Lisjaka Gabrielčiča. Potem, ko se je tukaj kazalo, da se je sprostila pot, je Nova Slovenija seveda vskočila v to igro z namenom, da čim bolj promovira stališča svoje stranke preko Janeza Ciglerja Kralja, ki je verjetno najširše sprejemljiv kandidat med obstoječimi, če odmislimo Ljudmilo Novak, veliko bolj verjetno kot Matej Tonin. Tako da jaz to vidim zelo kot pragmatično igro in čisto strankarsko igro Nove Slovenije. Katja? Tukaj v bistvu mogoče par stvari niti ne vemo, ker če se spomnim dogajanja nedolgo nazaj, ko je imela Nova Slovenija nek dvodnevni posvet zaprtega tipa v Portorožu, če se ne motim. Takrat so se stvari odvijale zelo hitro in zelo so se spreminjale, če se boš spomnil. Torej, šele tam je Ljudmila Novak uradno povedala svoji stranki, da ne namerava kandidirati za predsednico republike. Zdaj, ona je zelo konstruktivna v svojih javnih nastopih, ko govori o Janezu Ciglerju Kralju in Novi Sloveniji.
ali je resnično bila tako zadovoljna z nekimi impulzi ali podporo, ki jo je dobivala iz stranke v času, ko se je, rečemo, odločala ali kandidira ali ne. Ni je dobivala. No, je drugo vprašanje. Ne? Se pravi, to je že recimo ena stvar, ki je lahko pomembna. Ne? Potem, ki lahko vpliva na dinamiko, ki je pripeljala na koncu do tega, da je Nova Slovenija se pojavila z Janezom Ciglerjem Kraljem na teh volitvah. Pol, če se boste spomnili, se je v času tistega dvodnevnega posveta v nekem trenutku kot predsedniški kandidat ponudil Janez Pogorelec Novi Sloveniji. Ne? Potem... A to je bilo resno? Ja, se je ponudil kot, torej, ko so se oni odločali, kaj narediti na predsedniških volitvah, ali iti za Lojzem Kovšcem, ki ni njihov član, ne? Ali najti svojega kandidata. Jaz mislim, da je bila o tem razprava... špekuliram, ampak mislim, da je bila o tem razprava lahko zanimiva. A ne? In na koncu se je pojavil Janez Cigler Kralj, ki ga prej ni bilo v nobenih kombinacijah v zvezi z Novo Slovenijo, kot podpredsednik stranke, vodja poslanske skupine in je zdaj kandidat stranke, podobno kot je Brglez iz SD-ja. Se pravi, tukaj lahko, da je šlo bolj za bi rekla, rezultat nekega internega strankarskega dogajanja, tako kot v SD-ju, v Levici in tudi po moje v Novi Sloveniji. A ne? Je pa dejstvo, da Janez Cigler Kralj bo napadal torej te, rečemo, konzervativnejše glasove, ki pa jih mogoče Anže Logar z držo, ki jo je ubral na teh predsedniških volitvah, mogoče tako po defaultu nima nujno. A ne? In tu se strinjam, da lahko ti 3-4%, 5%, ne vem koliko jih bo Janez Cigler Kralj na koncu dosegel, res pomembno vplivajo na Anžeta Logarja. In se ne, da bi jih on vzel Logarju, ne? Ker Logarja on ne more nič vzeti. Ne? Ampak jih Logar ne more dobiti. Tako je. To je tisti ključni moment. Logar jih ne more dobiti, ja. In z Brglezom in Natašo Pirc Musar, kot recimo, rečemo, vodilnima kandidatoma na levi sredini, ne, je pa veliko vprašanje, koliko ima Logar dejansko pa v to smer prostora. A ne? Aleš? Ja, jaz sem hotel samo dodati k tej Novi Sloveniji. Ne. Ta njihov razmislek je bil res, ne vem, pač, če pogledaš malo z distance, amaterski. Ne. Imeli so kandidatko, potencialno kandidatko, ki si je želela kandidirati na teh volitvah. To je jasno, takšne so informacije. Vendar stranka je ni želela podpreti zelo iskreno. Rekli so v stranki, uradno stališče je bilo, če želi kandidirati, jo bo stranka podprla. Zdaj Ljudmila Novak sicer govori, da bi se morala odpovedati stranki in iti v samostojno kandidaturo, če bi šla na volitve. To je njena uradna izjava bila, mislim, da pri vas. Istočasno pa je Tonin v zadnjem intervjuju povedal, da sta z Novakovo imela pogovor in da je dal jasno vedeti, da ne želijo, oziroma tako sem jaz razbral, da ne želijo njenega konflikta z Janšo. Skratka, tu je bil po mojem problem. Bi se eno stvar okrog Ljudmile Novak dodal. To je kandidatka, ki bi si jo na mestu predsednice zelo želela videti leva sredina, ki sicer za njo ne bo nikoli volila. Ja. Desna sredina so jo pa že zdavni tako imeli, da nima niti teoretične možnosti. Ker čim se pojavita dva kandidata na desni strani in je en od njih SDS, potem pač NSI-ov kandidat ne more prijeti skozi. In tudi to je po moje Ljudmila Novak dobro vedela. Tako in enkrat je že bila na ta način, ni šla še enkrat zgubiti. Tako je. Ampak hočem reči, imamo 3 kandidate, ki so lahko posledica neke interne strankarske dinamike. Miha Kordiš zaradi internih razmer v Levici. Janez Cigler Kralj, ki ga prej res nikjer ni bilo in na koncu se je pojavil kot kandidat NSI-ja. In mogoče malo manj, ampak vendarle tudi, ker rešuje položaj Tanje Fajon, Milan Brglez. Ne? Če se recimo Milan Brglez, to se bo zdaj malo smešno slišali, neodvisen seveda ni, ampak je pa na nek način nadstrankarski. Tukaj se je pokazal že v prvi meritvi. On je že v prvi meritvi presegel doseg svoje stranke. Mesej je on redkih politikov v Sloveniji, katerega imič ni tako zelo vezan na stranko, s katere prihaja. Na zadnje v tej stranki niti ni prav dolgo. On je tam, koliko, 4 leta? Hotela sem sam reči, da je to efekt njegove kandidature, je tudi to. Jaz ga sploh ne vidim, tako kot kandidata SD, kar je zdaj njegova velika prednost. On je bil pa že od nekdaj nek tak
nadstrankarski človek. Pravzaprav se tudi v SMC-ju se v enem momentu postavil nad lastnega predsednika vlade in stranke. Ne? Po svojih stališčih bi bil tudi precej sprejemljiv za Levico, da ga podpre. Bolj kot SD celo. Mislim, da je to bila tudi ideja, s katero je Luka Mesec nagovoril svet stranke. Je pa res, da je stranka Levica po izstopu Kosove zagnala svoje postopke, evidentiranje kandidatov, bilo jih je nekaj evidentiranih, na koncu je Kordiš dal soglasje in bi bilo za strankarsko dinamiko, za njihove interne odnose verjetno malo neprijetno, če bi rekli, ni bi pa Brgleza. Svojemu kandidatu, ki je dal soglasje. Ampak imajo pa precej lahko odločitev potem v drugem krogu, ne? Oziroma, ne? Vprašanje, če bo vprašanje, kaj bo drugi krog. No, tako je. Ravno to sem hodila reči, ne? Če bo drugi krog, to, kar je Andraž recimo prej rekel, da obstaja možnost Nataša Pirc Musar in Brglez, recimo, ne? Bo pa zanimivo. Še eno o Kordišu, torej kaj lahko on na tej levi sredini, koliko je plafon, ki ga lahko doseže, Andraž? Na levi sredini bolj malo, govorimo kvečemu o levici z malo L, ker Kordiš pač tudi znotraj levice velja za nekoliko bolj radikalnega kandidata. Ne? Znotraj levice z velikim L, ja. Jaz sem zadnjič rekel, da sem zelo vesel, da se je pojavil kot kandidat, ne samo zaradi soočenj, ki bodo zaradi tega nedvomno bolj zanimiva, tudi zato, ker me res zanima, kakšen je obseg kordišizma v Sloveniji. Kordiš, on zastopa ene ideje, ki so zelo radikalne, zelo socialistične, kakorkoli že rečemo. Ne? In mene res zanima, koliko je tega. Ampak kot je rekel Aleš v zadnjem vašem podcastu na radiju, mislim, da si rekel, Kordiš je v tem trenutku edini kandidat, ki ima jasne odgovore na vsa vprašanja, kar ga vprašajo. Je tako? In to jaz pogrešam. Recimo pri Ciglerju. Zakaj Cigler ne odgovori zelo jasno, ko vemo, kakšno je njegovo stališče? Ja. Zakaj še on načelno pa jasno odgovarja? Jaz bi si želel te načelnosti pri vseh kandidatih. Ne? In zdaj smo pri moji naslednji neki tezi. Cigler Kralj je že bil minister, pa ve, kako se to dela. Pri tem, da ko pridemo na predsedniške volitve, se zdi, da bi vsi kandidati radi bili neodvisni. Točno to, brez veze. Pa presegali pa pred kratkim sem rekla, da tako kot se pri državnozborskih volitvah, tik pred volitvami bi vse stranke poudarjajo svojo zelenost, o čemer smo prej malo slišali. Recimo Logar naenkrat ne bi rad bil več SDS. Tako. Imamo zdaj v bistvu kup kandidatov, ki želijo figurirati kot neodvisni, ne? Na tak ali drugačen način. In verjetno je tukaj tudi del odgovora, zakaj ni nekih jasnih odgovorov v teh soočenjih, tudi tam, kjer v bistvu vemo, kakšen je njegov jasni odgovor. Ja, zanimivo bo spremljati, kakšno taktiko bodo obrali kandidati, ali bodo skušali posnemati Pahorja, ne? Ali bodo skušali biti čim bolj neideološki, povezovalni, tako kot se pač trudil, ali pa naj bi se trudil Pahor, ali pa bodo načelni in bodo odgovarjali iskreno. No, ker antropolog Dan Podjed je za Večerovo analizo zdaj pred volitvami primerjal te kandidate ali pa to dilemo, to tezo, o kateri sem zdaj govorila, da bi vsi radi bili nekako neodvisni. Primerjal jih je z vanilivim sladoledom, ne, da v povprečju je vsem večini ljudem je všeč vanilija, zdaj marsikdo ima rad neke druge bolj močne okuse, ampak seveda ti kandidati vejo, da večini ljudi bo vsem vanilija všeč, ker je taka netečna myš, in vsi bi radi bili torej vanilija, to je njegova teza, in da to pač je nekaj, kar pred predsedniškimi volitvami na kar stavijo. Na to... Tle moramo poštevati, o čem govorimo. Govorimo o funkciji predsednika republike, ne o predsedniku vlade ali pa vladajoče stranke. To je že po definiciji funkcija, ki more presegati strankarske delitve. Tudi nekdanji predsedniki, če začnemo že od prvega, ki je edini do zdaj zmagal v prvem krogu, vsak od njih je na koncu dobil krepko čez 400,000 glasov in že zaradi te številke ne more biti to človek, ki bi se lahko tako zelo jasno opredeljeval, kot jaz sem pa ta stranka. Če zdaj ne upoštevamo še se razvoja dogodkov v zadnjih 20 letih, ko so stranke dejansko izgubile zaupanje, in ta trend se pa najprej pojavil v bistvu na lokalnih volitvah. Pri županih. Neodvisni, spon neodvisni. Ali pa neki neodvisni, z svojimi listami. Mislim, poglejmo, večina slovenskih mest, ima v svojih mestnih svetih neke liste. Ne? Stranke so tam v bistvu zelo v manjšini. Ne?
In to je dosti podoben trend. Ampak vsak predsednik bo na koncu dneva, ko bo izvoljen, tisti, ki bo izvoljen, bo rekel, jaz bom predsednik vseh državljank in državljanov. Mislim, da razen Kordiš. Ne, hecam se, ne. Si mi rekel. On je že večkrat povedal, da bo glas delovnih ljudi, ki se jih ne sliši. In zato ne bo predsednik. Ne? To je njegova In tisti, ki ima pa resno ambicijo, bo pa stremel k temu, ampak je pa sve smešno, da se za neodvisnega predstavlja nekdo, ki je predsednik sveta stranke, naprimer. Samo jaz mislim, da je to v bistvu... Vse se predstavlja za nestrankarskega, ne nujno neodvisnega. Mogoče smo tukaj... ampak dobimo pa vtis, potem kar govori, kot da v bistvu s politiko SDS-a nikoli ni imel nič. Tako, ja. Lahko bi bil bolj načelen, tako kot Kordiš, recimo, ki ne skriva svojega porekla, ki se ne sramuje stališč svoje stranke, ne sramuje se stališč predsednika svoje stranke in tako naprej. Ampak Kordiš ni na volitvah zato, da zmaga. Mislim, na teh volitvah. Kordiš tle neko drugo zmago išče. Ne? Tako je. Ker bo to, kot je prej rekla Katja, to je ena zelo interna zadeva. Ne? Kaj bo pomenilo recimo njegov uspeh ali pa neuspeh? To je ključno vprašanje. Pri Kordišu je samo to zagledati. Eksperiment. Eksperiment delajo. Oni imajo 4,4 državnih zborskih volitev. Če on prije do tam, v redu, pa smo v redu, pa ne bomo več njegovih... Kaj pa če preseže? Če bo pa pod tem, ne? Pa vemo, kaj sledi. Kaj pa če preseže? Ja, potem pa je po mojem Luka Mesec malo v težavah. Pa mislim, da je Luka Mesec v težavah. Potem je pa Luka Mesec v težavah in potencialno tudi lahko delno Robert Golob, ker je Levica koalicijska stranka. In če bo pa na istem nivoju, pa nikoli več ne bojo mogli reči, da je posebna, pa ne vem tako, kaj. Zato se strinjam, tudi mene zelo zanima rezultat, ki ga bo Miha Kordiš naredil, zato ker je za ta razmerja pomemben. Ampak glede teh neodvisnih, ali kako smo rekli, kandidatov, nestrankarskih, jaz vidim tukaj eno veliko težje vprašanje v resnici, ki je resen izziv za parlamentarno demokracijo. To so resne nezaupnice strankokraciji. Da moreš biti ali pa se predstavljati kot neodvisen, nestrankarski, da imaš sploh neke resnejše možnosti. Da na lokalnih volitvah smo najprej to videli, na predsedniških se to ponavlja, na parlamentarnih, kaj se nam dogaja? Malo pred volitvami se naredi nova politična stranka, ki pride in zmaga. Torej, in reče še pred tem, mi nismo na levo, na desno. Tako je. Skratka, se mi zdi, da se nam iz volitev v volitve bolj vidi kriza te neke tradicionalne strankokracije, ki nima nobenega resnega odgovora na to, hkrati pa ogromno moč in edino ključno v državi, to je vodenje vlade. Kar še bolj žalostno, nima niti resne tradicije v Sloveniji. Recimo, tako da to jaz bolj iz tega vidika bi rekla, to razumem. In recimo pri Nataši Pirc Musar je bilo veliko komentarjev, pa kako toliko časa ne more zbrati 5000 podpisov. Ja, to lahko gledamo na dva načina, po moje. Jaz ne vem, bile so neke informacije, ampak jih nisem preverjala, niti ne vem, če držijo. Zato zelo z rezervo, prosim to. Torej, da so bile neke organizacijske težave, recimo čist pri zbiranju teh podpisov, ker načeloma pri nekom tako poznanem, bi človek pričakoval, da bo 5000 podpisov zbrala takole. Kar ni res. Ker Bezenšek jih je tako zbral. Ampak ravno to hočem povedati. Da dejstvo, da jih ona ni, oziroma da jih je s težavo, in mislim, da jih je koliko 5444 oddala, torej malo čez 5000 je zbrala v kar nekaj tednih, je pa lahko dokaz tega, da ravno resnično nima nobene infrastrukture ali mreže za sabo. Ker če bi omela, bi se ta stroj pognal in bi zbrala 12 000, koliko že Logar v 3 dneh. Mora Logar gladko zmagati, ima 12 000. Tako je, Tako je, samo ne pozajemo, da ima stranka 30 000 članov. Ki ga sicer podpira, ni pa njen kandidat. Zato meni recimo ni presenetila niti kandidatura Bezenška mlajšega, niti Sabine Senčar, ker sta oba prihajata iz enih okolij, ki so pa ves čas pod radarjem tradicionalnih medijev, tudi v raziskavah sem pripričan. Gre za, jaz jim rečem, tako imenovani so Facebook volivci. Oni vse informacije črpajo in delijo in vse, kar se naučijo, naredijo na Facebooku, ampak te skupnosti so izjemno velike. In ko se me nekdo vprašal pred časom, Bezenšek pa se je hotel malo smeti, se kot, da mi prosim poglej, koliko, jaz nisem sploh kdo je, pojma nisem imel.
Sem rekel, sem ti pogledal, koliko sledilcev ima na Facebooku, je rekla gospodična 30,000, sem rekel, no, ali bi pa znal 5,000 podpisov zbrati takole. In jih je. Med prvimi. Ali lahko kdo od teh, torej Bezenšek, Sabina Senčar, mogoče tudi Prebilič, ali lahko preseneti kdo od teh? In na kak način, mislim, koliko? Zelo odvisno od tega, kako bodo vključevani v soočanje in kako bodo televizije soočanje zvale, te dve glavni, se ne rečem, da niste glavni, ampak sem. Nismo televizija, tako da si na varni strani. Drugače pa absolutno pripravljamo soočenja in pozivam vse, da jih imel sem v mislih najbolj gledana soočanja na televiziji, ne, seveda. Zakaj pa niste bajdo na televiziji? Jaz bi to gledal. V glavnem, tisto recimo zelo definira. Ne? In tokrat pa sploh, ker tokrat se bojo pa soočena glavna stvar. Ne? Pri volitvah so bili čisto drugi vzgibi, čisto drugi dinamike, državni zbor, ki so delovali v ozadju, da so ljudje prišli na volitve in se odločili za določeno stranko. Ne? Tle bojo pa soočena ključna stvar. Boste videli, če čez 2 tedna bodo prve raziskave res pokazali, ker bo efekt soočen, kje je kdo, ne? Pa še nekaj mu spomnil, tle je ena čisto druga dinamika dela. Tako je, ni samo vsebina. Ne? Spomnite se prejšnjih volitev, oziroma še enih nazaj, 10 let nazaj, ko se pojavil, oziroma ne 10, 5 let nazaj, ko se pojavil Marjan Šarec. Ne? Ni pripadal nobeni stranki, bil je v enem lokalnem okolju župan, Vladimir Prebilič je tudi, zakaj pa ne, malo bolj poznan je bil, recimo, kot komik, ne? In je prišel v drugi krog in zbral 340,000 glasov. Ne? In bil potem drugi na parlamentarnih volitvah, ki so sledile. Sicer 1/3 teh glasov. Ne? Čist druga logika je tle v zadnji. Če se malo vrnemo še. Ampak prosti, vprašanje. Recimo Vladimir Prebilič, njega se omenja kot potencialno presenečen, sicer tle res zdaj Milan Brglez, tisti game changer, ki mu je mogoče malo umil ta prostor, ker ima vendar prepoznanost toliko večjo, pa se mi zdi, da se ne nazadnje Prebilič prihaja iz SD. Pa iz SD nekoč, ne? Iz SD nekoč. Mislim, prvič kot SD, član SD-ja postal, a ne? Tako, on je bil SD-ja župan. V bistvu iz iste stranke, tako rekoč, pa za Emilije tak, ne. Tako da ne izključujem, ampak se je pa res ta krog zdaj zelo umil, na eni strani z Brglezom, se pa mečkam sprostil, ker ni Vajgla, to pa je tudi res. Če se vrnemo k Logarju, kako prepričljivo oziroma koliko ljudje sploh dojemajo torej to, ali lahko ljudje sploh dojemajo ga kot ne SDS, glede na to, da si to želi, to nekako komunicira, da vedeti med vrsticami, ali ga ljudje tako dojemajo? Ne vem, ampak Anže Logar je brez dvoma izkušen politik, je dober v javnem nastopanju, retorično je spreten, tudi njegovi neodgovori so mojstrovine, ne? Na nek način. Tako da jaz mislim, da na teh predsedniških volitvah lahko nekdo tudi z nastopom prepriča volivca. Ja. Andraž, mogoče še zate to vprašanje. Ali ga lahko ljudje, kljub vsemu, da vemo, da je v stranki, da je bil minister te stranke, da je svet v stranke, da deluje v stranki že dolgo vrsto let, ali lahko ta igra v bistvu ga lahko dojemajo kot ne SDS? Mislim, ne da bi ga dojemali, da ni član SDS-a, lahko se pa kakšen volivec odloči, da ga to pač ne moti in ga podpre, če tudi on ni podpornik ali pa simpatizer te stranke. To smo ne nazadnje videli na zadnjih županskih volitvah v Ljubljani, kjer je bil on kandidat SDS-a in je dosegel rekorden rezultat te stranke in nakazal, da je to en redkih kandidatov iz te stranke, ki je sposoben presežiti klasičen bazen volivcev SDS-a. Bi se spomnil, recimo 5 let nazaj je bila Romana Tomc, njihova kandidatka, ki je bila ugledna, so jo tudi mnogi omenjali, pa dovolj zmerna in tako naprej. Končala je pri 117 tisoč, nekaj tazga. Ne? Čakaj, bila je tretja, ne? Tretja ali pa četrta celo, ne vem. Ampak pol manj, kot bi človek pričakoval. Logar bo to zagotovo presegel in odgovor na vprašanje je on je zmožen presežiti klasičen bazen volivcev SDS. Pričemer je pri Anžetu Logarju po moje korektno povedati seveda tudi to. On je tudi znotraj SDS-a velja za liberalno krilo te stranke. On dejansko nikoli ni javno na noben način, ne na Twitterju, ne v izjavah, nekakorkoli podpiral nekih dejanj, stališč te stranke. Ni se pa tudi opredeljeval proti javno. Ni se javno opredeljeval proti, ampak ni pa jih nikoli podpiral in jaz osebno mislim, da jih tudi osebno ne suportira. Ne, na našem soočenju, se boš spomnila, je potrdil to, kar smo mi sicer neuradno vedeli že nekaj mesecev, ampak takrat, ko je bil na funkciji ministra, tega ni hotel uradno potrditi. On je bil v SDS-u ta,
kot predsednik sveta in takrat še zunanji minister, ki je zagovarjal stališče, da mora Andrej Vizjak odstopiti kot minister zaradi dveh stvari, zaradi hudega poraza na referendumu o vodah in zaradi potem še posebej zaradi prisluhov, ker na drugi strani Anže Logar je vodil neko preiskovalno komisijo, kjer je prišel tudi do določenih informacij in se mu ni zdelo sprejemljivo. Hočem reči, da njega po moje levo-sredinsko volilno telo seveda dojema kot kandidata SDS in ga verjetno ne bodo volili v taki meri, kot bi si mogoče Anže Logar želel ali bi potreboval. Na drugi strani ima težavo zdaj z Ciglerjem Kraljem, ki mu bo pobiral te najbolj konzervativne glasove, koliko bodo za Logarja usodni ali ne, je v tem trenutku nemogoče napovedati, ampak dejstvo je, da seveda on igra neko igro oziroma igra neko strategijo, ki jo je sicer na Tarči, kjer je prvič se to nekako izkazalo zelo nespretno in neprepričljivo prikazal, ampak je zdaj se mi zdi, da že malo ulovil ta ritem. In je bil na zadnjem soočenju, kjer je nastopil veliko bolj suveren v tem smislu. Ampak zelo me pa zanima, ko bo znan rezultat Anžeta Logarja, kaj bo se z njim zgodilo v stranki. Tako je. Ker če bi bil rezultat slab, je to lahko za stranko dokaz, kaj se ti zgodi, če se distanciraš od nekih recimo od agende, recimo, če pa bo dosegel dober rezultat, tudi če bo srebrna medalja, kot je rekel recimo v naši kolumni Luka, pa bo zelo zanimivo videti, kakšna bo interpretacija tega rezultata in kaj bo potem sledilo. Vsaj v dveh strankah imamo neke vrste, da bomo reči Kordiš test. Kordiš test je torej v Levici tudi, in v SDS. Kako pa vidiš, Katja, to relacijo Janša-Logar? To pa tudi mene zanima. Mislim, po mojih informacijah so bili trenutki, ko je bila tudi konfliktna. Torej, Logarja zdaj, če se prav spomnim, je evidentiralo kot predsedniškega kandidata, mislim, da največ, kako se reče, lokalnih odborov stranke. Niti ne vem, tukaj imam malo nasprotujoče se informacije in ne vem, kaj od tega drži. A je Logar na začetku sploh bil za to, da bi šel v predsedniško tekmo, a je bil navdušen nad tem ali ne tako zelo, pa mislim, kako se je pol ta odločitev zgodila, da gre kandidirati, ne vem. Imam precej nasprotujoče si informacije okoli tega, tako da res ne bi ugibala, ampak sem pa sigurno prepričana v to, pač poznavajoč dinamiko delovanja te stranke, da bo na koncu, ne glede na to, kakšen bo rezultat, bo interpretiran tako, da bo probal biti v korist stranki. In v primeru slabega rezultata se kaj lahko zgodi, da bo interpretacija šla v tem smislu, poglejte, kaj se zgodi, če se vi distancirate od špure. In v primeru dobrega rezultata, Aleš, se lahko zgodi, da enkrat zamenja predsednika SDS-a? Ne vem, to sem pričakoval odgovor od kolegice. On je resno mislil, ki je prišel sem pa rekel, da ne ve, o čem bo govoril. Ampak pri tem Logarju pa Janši pa SDS-u se ves čas sprašujem, zakaj moramo v vse te težke bitke, ki so na prvi pogled za SDS izgubljene, zakaj mora kandidirati za župana Ljubljane, zakaj se strinjamo, dober rezultat je dosegel. Tudi tukaj se mu za zdaj obeta vsaj lepa uvrstitev, če ne presenečenje. Veš, kaj je to? Te predsedniške volitve? Pa še, kje smo še ga imeli? Ne vem, včasih se zdi, da na ta način ti kandidata skuriš, da ga... Se pravi, jaz imam dosti nasprotujoče se informacije o tem, kako je prišlo na koncu res do odločitve, da on res gre v to tekmo. Ker recimo on, ko je prišlo do spremembe oblasti, ko je bil nov parlament konstituiran, če se spomnite, recimo stvar, ki je takrat padla v oči ljudem, ki podrobno spremljajo, je bilo to, da recimo Logar v parlamentu ni prevzel nobene komisije, odbora, nič. On ni prevzel nobene
nobenega dodatnega dela v državnem zboru. Je bil samo poslanec, pa je definitivno kapaciteta, da bi lahko vodil kakšno parlamentarno komisijo, odbor in tako naprej. Komisijo o denarju, iranskem denarju v NLB. Ampak v novem mandatu ni bil kandidat za vodenje nobenega delovnega telesa državnega zbora. In to si zdaj lahko razlagamo na dva načina. Ali je pač hotel imeti malo bolj sproščen delovnik po napornem ministrovanju. Ampak kot kaže, Ampak potem se je pojavil kot predsedniški kandidat. Lahko pa, da je bilo to že v funkciji tega, ne vem. Spravi, imam različne informacije na to temo, ampak ne skrivam pa, da me zanima, kako se je to zgodilo v vsakem primeru, ker bi veliko povedalo. Namreč na prejšnjih predsedniških volitvah je Romana Tomc relativno pozno vstopila v igro, brez informacije, da je bilo treba malo prepričevati in na koncu, ko je bil rezultat slab, je Janša tudi to interpretiral, prepozno se je odločila za... Ampak Romana Tomc je govorila z isto retoriko, ki jo uporablja Janša, samo z bolj mehkim glasom, če smem karikirati. Medtem, ko nikoli ni naredila te neke distance, kot jo skuša zdaj vzpostaviti Logar. Tle vidim to razliko. Imata drugo taktiko v tej predsedniški tekmi. Zanima me še nekaj od vas treh. Glede na to, da se pač zaključuje ta era Boruta Pahorja po 10 letih, čez vikend bomo imeli v poglobljeno analizo Mete Roglič, o njegovih, zelo poglobljeno analizo Mete Roglič o njegovih mandatih in kakšen predsednik je bil, skozi katero se izlušči tudi to, kaj je funkcija predsednika, kakšna naj bi bila, različni strokovnjaki o tem govorijo. In me zanima mnenje vas treh, torej kakšne pa so lastnosti dobrega predsednika v smislu, na kaj naj bodo ljudje pozorni. Seveda ne želim, da se opredeljujete do posameznih politikov niti podrazno, ampak kaj je tisto, glede na to, da bojo na teh volitvah zelo veliko vlogo igrala soočenja, govorili smo, tukaj pridejo do izraza osebnosti, voli se osebnost. Kaj pa je tisto, na kaj naj bodo volivci pozorni v teh soočenjih? Katja? Jaz se bom vrnila k temu, kar sem povedala, v bistvu mislim, da kar na začetku tega podcasta, in to se mi zdi, da je pomembno imeti pred očmi. Mi smo v trenutku časa, ko Vladimir Putin omenja možnost uporabe jedrskega orožja. Mi smo v trenutku časa, ko ekonomski kazalci drvijo v neprave smeri, ko se v največji trgovinski partnerici Slovenije napoveduje recesija, ko imamo energetsko krizo, ki jo že živimo, ko je inflacija visoka. Skratka, želim povedati, da je kontekst in trenutek, v katerem smo, izjemno zahteven, deloma tudi tvegan, in da se bodo po vsej verjetnosti razmere, upam, da ne varnostno, ampak ekonomsko pa zagotovo poslabševale. In v tem smislu se mi zdi pomembno tudi, kako bo svojo politiko vodil bodoči predsednik ali predsednica republike. Vsaka kriza, o kateri mislim, da zdaj že lahko govorimo, da je tukaj, prinese tveganja socialne krize, politične krize, skratka, še bolj razburkanih obdobij. In Borutu Pahorju so njegovi največji kritiki očitali, da se je premalokrat oglašal, da je premalokrat, če poenostavim, udaril po mizi, recimo pri nekaterih stvareh. Kdo je hotel od njega tudi, da udari po mizi še kje drugje, recimo. Ampak glede na te zahtevne, kompleksne okoliščine okoli nas, ki se nam že dogajajo in se bodo dogajale tudi naprej, se mi zdi pomembno, da bo znal predsednik ali predsednica republike zelo dobro odmeriti, kdaj se bo oglasil ali oglasila in kdaj se ne bo oglasil ali oglasila, oziroma, kot je rekel eden od predsedniških kandidatov ravno ta teden v enem soočenju, oboje je orodje predsednika ali predsednice, in izjava in molk. Plus tega, da bo, in tu se mi zdi, da je recimo, da bo zelo pomembno, ker seveda predsednik republike lahko hitro
pač čisto iz pozicije, ki jo zaseda, lahko hitro povzroči neke dodatne napetosti, lahko jih pa proba umirjati, ne. Lahko prispeva k razdeljenosti, lahko proba iskati skupne imenovalce, v zahtevnih kriznih časih še to toliko bolj pomembno, ne. Še posebej, če se bo začela tudi kakšna spirala politične negotovosti in krize, recimo. Skratka, jaz bi predvsem, ali pa jaz bom kot volilec predvsem na to pozorna, kako kandidati za predsednika in predsednico razumejo aktualen trenutek časa in predvsem skozi to vidijo vlogo, ki jo bodo imeli, kaj nameravajo početi na mednarodnem parketu, dokot lahko pridejo na mednarodnem parketu, in seveda, kako nameravajo pomagati pri tem, da se rešujejo, ker pač torej, neke eksekutivne moči nimajo, ampak kako nameravajo pomagati pri tem, da se v Sloveniji začnejo reševati, čeprav v zaostrenih razmerah, pa vendarle tudi ključni strukturni problemi, o katerih jaz pač vedno znova govorim, ker so že kar nekaj let in desetletij tukaj, pokojnine, javno zdravstvo, demografske škarje in tako naprej in tako naprej. Skratka, jaz jih bom presojala predvsem skozi njihovo izrekanje o tem in seveda tudi kot osebnost, ja. Aleš? Jaz si želim, da je predsednik načelen in odločen in premišljen in trezen. Ko govorim načelen in zlasti načelnosti si želim. Politična oseba, ki je načelna, ne beži od opredeljevanja, od odgovorov, svojo načelnost izkazuje skozi nek jasen sistem vrednot. To moramo vedeti, kakšne vrednote ima predsednik, predsednica oziroma v našem primeru zdaj kandidati. In če ima to zelo jasno razdeljeno, potem načelno opredeljevanje ne bi smelo biti problem. Pri tem me ne zanima, ali je predsednik konzervativen ali liberalen ali kaj tretjega, samo želim si, da je odločen in načelen v svojem opredeljevanju in da se oglaša. In v tem pogledu je za mene Borut Pahor razočaranje. Jaz si želim predsednika, predsednico, ki ne beži od te odgovornosti, da je moralna avtoriteta. Zato ker je predsednik ali predsednica republike edina politična funkcija, ki ima najširšo legitimnost in podporo, zato ker je edina neposredno izvoljena, če odmislimo župane, ampak to je druga zgodba v lokalnem okolju. Skratka, je edini reprezentant nacije, ki je neposredno izvoljen. In pričakujem od njega ali nje, da zna kdaj umiriti žogo, pomiriti ljudi v stiski, v krizi ali pa povedati, to je prav, to pa je narobe. Ali tudi ljudje pričakujejo, da je moralna avtoriteta predsednik? Ta predsednik sedanji, Borut Pahor, je v bistvu sam rekel, da ne želi biti moralna avtoriteta, ne, to pred leti že. Zdaj, to mu očitno ni škodilo, ne? Aleš je priznal na poti sem, da se počuti kot na poti v šolo včasih, ki vedel, da bo vprašan, pa ne vedel, kaj bo rekel. Jaz sem se zdaj počutil tudi kot v šoli, ker sem bil pač na Z in sem me vedno na koncu vprašal in sem imel ful časa, da se pripravim, ampak sem pa dobil novo vprašanje, ker so vsi ostali vse odgovorili. In sem zdaj tam, ker ne vem, kaj rečem. Kaj se ljudje mislijo, res moram priznati, da ne vem. To, kar smo videli v zadnjih 2 letih, je to, da ta funkcija ni nepomembna. Jaz se spomnim, smo nekateri komentatorji takrat v prvem krogu, oziroma že v prvih volitvah, ko je Pahor kandidiral, malo podcenjevali oziroma zmanjševali pomen te funkcije, češ se nima nobene eksekutivne moči, se je reprezentativna funkcija omejena zaradi, vemo, Milana Kučana leta 92, se je v bistvu bolj kot en kralj. Mogoče so pa zato kralja zbrali, ker ima lahko tak dober slogan. Kralj za predsednika. In v zadnjih 2 letih se pa je skazalo, da to ni čisto tako. Tukaj je tudi Katja omenila, kaj je pri predsedniku pomembno, kdaj se oglasi in kdaj se ne oglasi. Jaz sem recimo Boruta Pahorja zadnjič ocenil eni oddaji kot predsednika, ki se je oglašal takrat, ko ne bi bilo treba, o stvareh, o katerih se res ne bi bilo treba, bil je pa tiho takrat, ko bi se moral oglasiti. No pa tudi imenovanja, ne, so... Recimo, to ima pomemben vpliv vse to, kar se je videlo v teh 2 letih, da ta funkcija vendarle ni tako nepomembna, ali še spostavil še eno zelo pomembno stvar, to je edina neposredno voljena
funkcija v politični državi, ker se mi zdi izjemno pomembno, tam za njo stoji toliko in toliko 100,000 ljudi, to je ogromna številka. Tako da, pa, če se navezam še enkrat na Katjo, kontekst je tle izjemno pomemben. Rabimo predsednico oziroma predsednika, ki bo znal ljudi, ko bodo stvari napete, pomiriti, ne pa razburiti, razdaražati, razdeliti. To je ključna stvar. Zdaj se vprašamo, kateri od teh kandidatov je kot osebnost tega zmožen, katerega ne bo v nekem trenutku odpeljal zaradi tega ali onega razloga v neko skrajnost, pa kateri ima tudi te kompetence, da bo znal to tako odločno povedati, da bodo pač določeni ljudje zaradi tega pomirjeni in hkrati se bo znal še recimo v tujini lepo obnašati, ker tudi zelo cenimo v Sloveniji. Kar se tiče pristojnosti, je sicer, Aleš, ti zagotovo to spremljaš tudi bolj podrobno, zdaj v parlamentarni proceduri predlog za spremembo ustave, ki se mu obeta 60 glasov, dvotretjinska večina, da bi predsednik republike na predlog sodnega sveta kar imenoval sodnike, da bi to šlo mimo parlamenta. Intenca je sicer umakniti politiko iz kadrovanja v sodstvu, ampak v tem smislu, da je predsednik res edina neposredno voljena funkcija, je res malo hecno, da nima več tudi dejanske moči, kot jo ima. Ampak tukaj recimo, Je pa res, da se ne spomnim primera, ko bi parlament nasprotoval sodniku, ki ga je sodni svet predlagal. Drugo je seveda ustavni sodniki, ki niso del rednega sodnega sistema. Ampak ustavno sodišče je pač... so vedno sledili predlogu. V glavnem, ne spomnim se primera, ko bi bil sodnik v parlamentu zavrnjen, mogoče obstaja, ampak načeloma je to bolj formalnost. Se pa strinjam jaz tudi s tem, da bi to bila smiselna rešitev ali pa pot mogoče k razmisleku o tem, kako tudi neka druga imenovanja poveriti predsedniku. Ampak potem bo še toliko bolj pomembno, da je res nestrankarski in neodvisen, verjetno, Pa ni prav veliko med kandidati, mar ne? Se je pa že do zdaj pokazalo, da je v bistvu to kot neka prazna posoda, ta funkcija predsednika, in da je lahko, da v bistvu dobi podobo in vsebino s vsakokratnim predsednikom, ko jo napolni. Imeli smo zelo, zelo različne predsednike. Tako da... Ampak tako je verjetno skoraj na vsaki funkciji. Tudi ministrsko funkcijo ti lahko upravljaš zelo avtoritativno ali pa zelo konsenzualno ali pa zelo odločno, zelo medlo. Verjetno je podobno na takšni funkciji, kot je predsedniška, kjer pa ti res lahko daš svoj osebni pečat z neko avtoriteto, kot moralni kompas družbe, glede na to, da si v pristojnostih omejen. Čakajo nas napeti tedni in meseci, ne samo, da imamo skoraj vsak, smo gledali na uredniškem sestanku, skoraj vsak konec tedna bomo imeli volitve, torej prvi krog, pa drugi krog, pa lokalne, prvi krog, drugi krog in potem še referendumi. Če bodo, Tako da nas čaka pestri politični meseci. Najlepša hvala za sodelovanje v tokratnem N1 podcastu. Mogoče še priložnost za promocijo skupnega nastopa vajnih podcastov, ker sem se danes bila v tem obveščena. Ja, res, to sem jaz v bistvu danes tle samo zato. Nista samo zato. To smo se zdaj zmenili, da lahko poveste. Zato, da se ogrejemo za 10. oktobra, ko skupaj nastopimo v Cukrarni, Umetnost možnega in LDGD. 2 dami in pokr asov smo pogruntali za. Tako, evo. Pa ne, da bi bili zdaj mi asi, ampak vsi smo na... Kjer se boste tudi pogovarjali o politiki, o predsedniških... Ne, za spremembo o športu se pogovarjali. Jaz bi še za kulturo. Košarka smo rekli, ne? Pa minigolf, pa kaj še nekaj bilo? Balinanje. Ja. Ok, pridemo poslušati zagotovo. Hvala tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem. Zelo kmalu se spet vidimo in slišimo. Mi 4 pa upam, da v tej zasedbi, da vi 3 še pridete kdaj. Malo bolj pripravljeni. Hvala lepa vsem 3. Hvala tebi. Hvala za povabilo.